pokrovitelj oddaje, Občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tudi tokrat smo šli na obisk, in sicer na dom Romane Skriner-Alauf. Romana, živjo. Živjo. Mi, da se že kar nekaj let poznamo, včasih si mi skuhala kakšno kavico. Tako. Pa to ne pomeni, da sva midva hodila, ne? Ne. Ampak jaz sem hodil k tebi v Sedmico. Tako, je študentska leta. Moja. Ampak to je pa že kar nekaj let nazaj, ne? 15 let, 16 lahko rečemo že. Vmes si potem malce prekinila, ker si rodila prvič. Ja. Tudi to je že kar nekaj let nazaj. Ja, 14 dobrih. No, seveda ne bova govorila o tem, govorila bova o tvojem rojstnem dnevu. Nekaj dni nazaj si praznovala, bova lahko rekla, drugi rojstni dan, pa boš povedala potem v nadaljevanju, zakaj. Kako se je vse skupaj začelo, da je prišlo potem na koncu do zamenjave jeter? Začelo se je leta 2016, februarja, kot slabo počutje, utrujenost, izguba menstruacije, brez energije, brez volje sem bila tako. Počutje tisto, ne. Ko človek je cel življenje zdrav, pa po domač povedano malo živec, ne, to občutne, da nekaj ni v redu, ne. Ampak najprej sem to predpisovala, ker sem podjetnica, pa imam lasten računovodski servis, da je pač stres, ker je glih februarja, vemo, da imamo računovodski servisi največ dela, pa bilance so, pa stres, in to je stres, ne, in vsaka bolj konc. So bile bilance mimo, april, počutje slabi. Počutje ni bilo nič boljše, ne, kakor februarja, ne. In sem pol maja, sem rekla, da pa jaz do osebne zdravnice, sem rekla, da pač sem bolana, da jaz čutim, da nekaj ni z mano v redu, ne, in da naj me prosim da na kakšne preiskave, ne. Pa ko bi bilo, najprej so predpisovali vseh ščitnic, ne, ker sem pa tudi leta 2010 zbolela za ščitnico, ne. In potem sem tudi posledično na radioaktivnem jodi, ne. In vse, kar je bilo narobe, je bila vedno ščitnica, ne, in sem šla na kri dat in izvidi super, BP. Pa sem rekla, zdaj pa nekaj je, če jaz vem, da jaz nisem v redu, ne. In potem je bilo v tem fora, da sem šla glih, vem, da je petek je bil, sem dala kri, me kliče medicinska sestra, glih na poti sem bila v Avstrijo, ne, pa prav Romana, lahko pride še enkrat dati kri, en aparat nam ne dela, ne. Pa jaz ko pravim, kako, to zdaj malo se tako hecate, ali je res, ker sem imela tak slab občutek, ne, ne je res, ne. Lahko prideš v ponedeljek enkrat dati kri, ne, sem rekla, lahko, ne, ni problema. Si kaj veliko razmišljala o tem času? Ne, nikoli nisem tako. Vedela sem, da nekaj sem bolana, ampak pač, ko pa zdaj bilo, nisem se niti glave zbela, ne, pač jaz sem 30 letih, ima človek druge stvari v glavi, ne, da je zdaj na smrt bolan, ne. In potem sem šla še enkrat v ponedeljek kri dati, ne, ponovadi sem kratko poslala zdravnic izvide, ne, mislim, kakšni so izvidi, ne, napisala bo pa super, vse, smo tako vsaj za ščitnico, ne. Pa dobim klic, ne, bila sem glih par enih delodajalk, s katerega sem delala prek svojega SP-ja. In sam tako me kliče, ne, tisti telefon zazvon, pasko pogledam to kolegico, Veronika, kliče v mene, pa prav skoj, doktorja, tole ni fajn, ne. Pa prav, kako to misliš, ne, sem rekla, ne boš vlen soglasen, ne, in mi prav od sestra, ne, če lahko pridem nujno dol po napotnico za hematološko delk, ne, da je neki so trombociti toliko nizk, ne, da je vrnk pod normalno vrednostno in da bi me dali naprej pod nujno, ne. In se kao redi, to je bil ponedeljek, jaz na torek grem v Ljubljano na hematološko delk, tam naredim kri, preiskave dodatne, ne. Tam se srečam, vem, da z enim doktorjem, primarjem. In sem se takrat tudi prvič srečala tako z besedo patološka jetra, ne. Pa jaz kot tam patološka jetra, okej, rekel, nič, rekel, zdaj izvidi so tole, rekel, boste dobili v roki 2-3 tednih domov izvide, še naknadno, ko bomo naredili vse preiskave in to je to, ne, in jaz grem v redi, ne. Dobim čez 2-3 tedne izvide domov, ni nič groznega, ne, da bi zdaj vsi v luft skočili, ne, samo da priporoča obisk gastroenterologa pa ultrazvok trebušne votline, ne. Jaz kličem predvsem na prijateljco, ambulanto. Kaj pa mimogrede vmes počutje? Počutje je bilo tako utrujeno, pa zatekati sem že začela, trebuh, ne, tako trebuh se, ker to že jetre niso delale in se je voda začela kopič, ne. In jaz kličem na prijateljco, ko dela v Trbolih
v eni privatni ambulant, če mi lahko zrihta datum, je rekla, ni nič po teh izvidih videti, da je bilo kaj nujnega, je rekla, redno datum ti dam in to je to, ne. Saka, ok, dobro, dobim jaz izvid, datum, dobim tam enkrat julija, grem jaz, pol lepo govorimo s to prijateljico, prav mi je Barbara, prav, ta medicinska sestra, prav, ko pa če šla ti se na ultrazvok trebuha, samo plečnišk, ne, rekla, krle, ko če imaš ti kak žolčen, ali pa kakve kamne, ali pa kaj te dol neko Dalmaciji, kaj zvil, ne. Pa jaz ko pravim, se mogoče pa res ni slabo, ne, in grem jaz v Ljubljano, kaj v eno ambulanto privat, da sem pa šla najhitreje na vrsto, nekaj čakalne dobe so katastrofa, če bilo čakalnih dob, jaz odvisna me ne bilo zaletlele, no, žalostno, ampak resnično. In sem šla na tisti ultrazvok in takrat se spomnim, sem tako ročko dala gor, ne, pa tako prav ciroza. Pa jaz kako, ne? Zdravnica? Zdravnica, mislim, ta radiologinja, ne, ki je delala. Mi ultrazvok. Pa skupam, čakajte malo, zakaj ciroza, čakajte, jaz ne pijem, ne. Zakaj so žulej, mislim, tisto dobro, ne, pač žurka tam, ampak ne to, da dostane ciroza, zakaj ne. Rekla, ne, vse to ni, da bi bilo zaradi alkohola. To je lahko tudi kak hepatitis. Pa jaz gledam, pa čakajte malo, zdaj se pa vi malo stavite, ne. Kako hepatitis, ne, čakajte, jaz imam 2 otroka, enega spolnega partnerja že 16 let, ne. Saka, to ni mogoče, ne. Pa prav, ne, se to je tudi, ko vi greste zobozdravniki in lahko dobite hepatitis. Sakla, ok, dobro, saka, in kot le sledi, ne, saka, ne vem, me zanima, ne, pa prav, glejte, tako mi reka, transplantacija vam ne ide, ne, in takrat sem se prvič slišala z besedo transplantacija, ne, in takrat me ti sezul, oh my god, ne, bil je pa julij to, ne, to je bil 3. julij 2016. Pa jaz ko, ne, transplantacija, dobro, ne, mislim, tisto, jaz sem to kar tako fajn predelovala, pa to pa tudi hiter, ne. Saka, uredi, dobro, in saka, dajte mi napisati izvid, grem v pisarno v Trzin, pošljem ta sken izvida tej prijateljici Barbaro ambulanto, ne, pa prav priti jutar pod nujno k nam, ne. Grem jaz v ambulanto, k dr. Fortelenki in mi res pod nujno dajo napotnico, sem šla odkriti za hepatitis A, B, C, pa HIV. Ne, to je pa tisto grozno, ne, mislim, greš v domač za Savsko okolje, ja. In daš napotnico, ne, in dobesedno, ko sem jaz napotnico dala, tako pogledala, sem se počutila res grozno, tisto, ne, predstigmatizirana, ne. Pa se je mimogrede, se je to kaj govorilo o tem? Ne, takrat je bilo strogo, takrat sem tudi, vedeli smo jaz, mož, mami, pa ati, pa sestre. Še hčerke niso vedele, tako tukaj, ne. In pol sem jaz šla kja kridat, ne, in me kliče Barbara z ambulante, pa prav, noč vse je negativno, saka, vse to me niti ne preseneča, ne, mislim, ker sem to pred sama že dala ven, ne. Dobro, pač šokovi so bili doma, pa jaz, pa mož, pa kako, pa mislim, ne, se to človek tudi tukta, ne, pa kako, pa odkje, pa zakaj, pa mislim, tako vse razmišljaš, ne. Pa mlad smo bili vsi včasih, pa tudi malo noar, pa to, ne. Ja. In pol, znači, to je bilo vse mim, po mi zrihta datum, predpeli moji gastroenterologini, dr. Katji Novaku je v Ljubljana v Poliklinik dela na gastroenterološkem oddelki, ne. Jaz sem imela, vmes sem bila še sprejeta v bolnico v Trbole, ker sem bila pa že zatekala, sem imela pa že toliko litrov tekočin, trebuh sem lahko bila 9 meseci nosečnosti, proti res, ne. In sem takrat, me je Sašo pelil, pod nujno so mi naredili punkcijo trebuha in so me obdržali noter. Takrat so mi dali vse preiskave, od kridu, gastroskopije, še vem, da je bila takrat ultrazvok srca, ker so že sumili, pa je to res minimalen procent možnosti za rak na srcu. Mi je dr. Klenova, res super zdravnica, delala ultrazvok, vam povem, 2 ure. 2 ure. In vse negativno, vse negativno. Pol, grem s tem izidom, jaz kočila, meni so takrat spumpali 5 litrov tekočine ven, ne. Olajšane. Olajšana, to sem tudi shujšala, to sem shujšala, lahko rečem, 10 kil kule, ne. To je bil res, telo je bil čist, ne, poln, ne. In grem takrat pol, dobim tisti datum, vem, da je 28. julij 2016, dobim pri dr. Novakovi, to je bil moj prvi datum. Prijem z dr. Novakovi, čist iz bolnice, čila, mislim, čist iz res, en dan prej sem prišla iz bolnice. Kot da ne bi bilo nič. Kot da ne bi bilo nič, res, brez tekočine, vsega, tudi ko barva koža bila že uredi, ne, kot recimo en teden nazaj, ne, je bilo pa bistveno bolj grozno stanje, ne. Si bila že rumena? Ne rumena, ne, samo tiste kočina polna, slabo počutje, ne, takrat, mene so takrat, ko me malo resetirali v Trbolah, ne, ti spravili na normalno stanje, ne. In meni dr. Novakova vid, mi govorimo, unte četrt, prav,
Ne, v redu, reka, vidi so kritični, reka, to tajili vam ne bomo, transplantacija vam ne ide, ampak reka, tako, če boste zdaj se držali na določene diete, malo migali in zdrav življenje, imate lahko tudi 10 let življenja, če ste jeter. Ker je tudi reka, ker pa nam v naših očeh je vsak transplantiranc, ga imamo čim bolj do tistega končnega, da ima čim dalje svoje jetre noter, ne. Čim tista zadnji stadij, reka, in dokler ne bo res tisto nujno, vas ne bomo, ne. Uredi, reka, zdaj pa pete domov, vsaka na dopust grem lahko, dobim zeleno luč na dopust, uredi, pač imela sem diuretike za odvajanje tekočine in to je to. Mimogrede, se je takrat že kaj razmišljalo, od kje te slabi izvidi za jetra? Ne, mislim... Kaj je to podedvala po starših? Diagnoza je bila pol na pripravih, odkrita. To bi pol... Aha, že potem, v nadaljevanju, ja. Takrat so rekli, da je to avtoimun, na odpoved jeter in to je to. In sem jaz se pač, avtoimuna, sam telo zavrača, mislim, moje jetre. Hepatitis, HIV, pa to je bilo izključeno. To je bilo vse izključeno, ne. Tako da pol dajo pa diagnozo ponovati ljudem, katerim ne najdejo, zake so, da je avtoimun, ne. In to je tudi najbolj pogosta diagnoza potem, ne, za stvari, katere niso okoli odkrite, ne. Ti si šla potem z družino na morje? Na morje smo šli vse malce boljšega počutja? Ja, mislim, res, jaz sem se takrat počutila, sem se res držala strogo diete, nobene mastne hrane, nobene ocvrte hrane, nobenega alkohola, no se to že tudi prej nisem tukaj, ampak tu, ne, tudi včasih kak radler pa to, ne, takrat sem tudi to vse črtala, nobenega zdirane pijače, samo vode pa čaje, nobenega cukra, tako, ne, take stvari. In prijemo z morja, vse uredi, lepo je, začnem spet malo delati, mislim, služba pa vse, po se pa bližu oktober, takrat se pa meni že stanje zelo slabšo. Kako si to čutila? Spet sem začela zatekati, spet sem bila utrujena, brez energije, brez volje. Menstruacije še kar nisem imela že od februarja, januarja, ne, tako, to je bilo že kar tako lepo obdobje, več kot pol leta, ne. Ampak pa zatekanje, prvo sem se počutila, zatekanje, napet trebuh, pa kljub temu sem jaz odbruhala, s tem, da sem začela pa bruhati že kri. In to je bilo, to je bilo tako, mislim, to ni bilo tisto kri, uloki kri, ne, ampak rečemo, jaz sem pojedla nekaj in mojem telesu ni odgovarjal in sem šla na strnišče in sem bruhala in na koncu že iste varice, pa toliko je pokal, je šlo še zraven, rečemo, na koncu kri, ne. Kako se pa s tem soočiti? No, to tisto je bilo pa grozno, tisto je pa še tudi možji grozno. Tisto je bilo pa zelo hudo, ne, ker sem kar Sašo sem rekla, krije, ne, pa kako pa, ne mor pa, sakla ne. In tudi to so rekli, da so te varice, ko pokajo, ne, in da je pol to, ko počne in da je pač jaz posledično temu, ne. In tle veš, da tle je res že pol neki fajn narobe, ne. Tako. Potem sem šla jaz oktobra ta drugič na gastroenterologi, do dr. Katje Novakove. In takrat je bila, da se meni stanje že slabša, pa tudi izvide, katere sem imela nove sabo, ne, je videla, da je in rekla, da če se strinjam, da me predlaga na konziliju za priprave na transplantacijo. Seveda, dajte mi prosim samo tako teden 10 dni, da jaz firmo porihtam, ne, vse te uredim, jaz vse zrihtam, bivše sodelavke, bivšo šefico, eno najdem zunanjo delo, da so stvari funkcionirale v časi moje odsotnosti, ne. Ker sem vedela, da to mene 2 meseca ne bo doma minimalno, ne. In grem jaz pol 24. oktobra 2016 v bolnico na priprave za transplantacijo. Takrat sem imela ta datum. Mimogrede, si kaj o transplantaciji, kaj po internetu pogledala, kaj sledi potem? Ne, nič. Si se prepustila... Tako, meni je bilo samo hudo, se spomnim, pa bo zelo smešno slišati, ko smo z možem šla enkrat na en izlet v Brestce, pa na en koncert, pa sem rekla, Sašo, veš, ko pa sam bi rada. Pojedla en sendvič s kajzerco, pa z ogrsko salamo. Banalna stvar, ampak takrat bi jaz po moje vse dala, da bi bila, ker so te stvari meni prepovedane. Jaz sem imela res tako strogo dieto takrat v času bolezni, da samo pšanc opečen na olivnem olju, brez soli, nobene soli, nobenih začimb, nič. Nekako tako kot tisti, ki imajo zlatenico, recimo hepatitis. Ja. Dieto, in res to so take želje, ne, grozne. Tam sem itak prišla pa v bolnico, priprave so se začele, to so pa čisto se pregledi, to so od zobozdravniku, do kardiologu, do gastroskopije, do vse preiskave generalno, da vidijo, kako je telo zdrav, ne, kako... V kakšnem stanju je? V kakšnem stanju je, če sploh pripravljen na tako transplantacijo, tako operacijo, ne, ker to je zahtevna operacija, ne, to ni operacija, ne vem, pa ne mislim zdaj podcenjevati, ne, ampak da ti zob puljo, ne, ker to je na vrste, lahko rečem, operacija, ne, pa nekaterih.
In potem sem šla tam, začela so se pol te priprave, čisto lepo enkrat to so me šibali, pol že ta prvi vikend sem celo prišla domov. Takrat so bili prvonovembrski prazniki, je mož prišel po mene, sem imela od petka do srede odhod domov, prvi in zadnji, no. Do transplantacije. Do transplantacije. Ker mi rekla, ker se je pa že tukaj doma spet stanje poslabšal, da domov sem prišla še na nogih, nazaj me je mož mogel avto nest skoraj, komaj sem na nogih stala, noge so že čisto odpovedale, pa po vozičke šel, da me je sploh upojsla v bolnico pelo. Po pa telo ti zastrupila amonijak, so bile kome, je bila ena koma, je bila dopoldanska, trajala par ur, pol čez en teden sem pasala pa še bakterijsko pljučnico. Zaradi nedelujočih jeter. Ja, tako, to je tako posledično pride do teh stvari, ne. No, pri pljučnici sem bila pa 3 dni v kom, na intenzivni nek, mislim, na oddelki intenzivni sem bila, to je bilo pol tako v plenicih, mislim, ko sem se zbila, se nisem vedela, kaj se dogaja okoli mene, ne, pa so samo na hitro me na magnetno, na preiskavo šibali, se spomnim, to je bilo tako grozno, da ne morem povedati. In potem se je začel čas, ne? Ja, čas življenja in čas smrti, ne? Ja, tako, ja. Čim prej dobiti jetra. Ker zdaj, če ledvice odpovedo ali pa srce priključijo na umetne aparate, pri jetrih pa ne gre. Jetra, če odpovejo, je konec. No in preden je prišlo potem do transplantacije, kako so to sprejemali tvoji domači, te najbližji starša, oba otroka, mož? Tako mi rekla, da je mož na začetku zelo slabo. On tudi, ki je prišel k meni na obisk, on ni niti nič. On je sam gledal pa kar, ne, to, mislim, ni mi bil jaz sem bila od vseh, lahko rečem, še najbolj prvolj. Itak, da bo, ne, se mora biti, ne, vse bo v redu, jaz vem, da bo, ne, jaz sem si to skozi govorila. Si optimist? Jaz sem bila optimistična in jaz v to, kar sem verjela, tako je bilo, ne. In tudi mož, enkrat spomnim, sem ga prav nakregala, ja, in sem rekla, Sašo, zdaj pa takole, jaz sem rekla, zdaj, če ne boš ti ta trenutek spremenil, pa meni bi v podporo, sem rekla, jaz sem lahko sama se podpora, sem rekla, za tebe jaz še ne morem biti tole močna. Sem rekla, za mene je hudo biti. Sem rekla, ti jutri prepovedujem, da hodiš k meni. Sem rekla, le prepoved imaš. Sem rekla, in ti povem in tako je in bom tudi se jaz naročila. Če ne boš jutri bolj vole, rekel je težko, verjamem, da je težko. Boš pa igral. Tisto 1 uro, ki si vsaj pri meni, boš igral dobro voljo, pa se bo smejal z mano, pa bom sivice govorila karkoli. Jaz rabim to. Jaz ne rabim tlele nenga joka, ker me bo samo v depresijo spravil. Jaz sem imela edina, mene je bila ena stvar, me je bilo strah, ko če se nam zbdila. Pa tako tukaj, a niso to take nepomembne misli? Bom se zbdila. In tudi stvar, katera sem jaz na operacijski misli, rekla moji kirurgi, doktor... Včasih se prekine, ne? Ja. Vse se bo spomnila. Doktor Tomaž Žiču. Sem rekla, veste, kom povem, zdaj ste ta zadnji, ko vas vidim polce, pa ta prvi, ko sem zbdila. Ker sem bila res pozitivna, da bo, ne, in sem si to tudi zadala pa vse, ne. In je res takrat mož spremenil plato, no, obrnil je v drugo smer. Moški verjetno težko sprejme moč, če nismo sami bolani, če je nekdo drug bolan, pa mu ne moramo pomagati, ne. Ja. Starši pa se veste, kako je starš to gleda, ne. Kako pa je starši, kako je to? Otrok je otrok, ne. In tako je, kaj jaz takrat, ko sem se zbdila iz kome, ta drugič, ne, ta prvič, ki je prišel Atih meni. Takrat sem prvič videla očeta, da se je res izpostavil. Ti se je bilo za mene tako hudo, no. Da je bilo težko, ne? Ti se je bilo za mene hudo, ker ga tako postavljenega nisem videla že vrsto let, ne. Pa za svojo hčerko, ne? Ja. Mama je bolj nekako... Mama je še tako bolj močna bila, pa vse, ne. So ženske, ja, pa tako rekla, mama je še ženske bolj močne. Ja, smo. To je to, ne? Smo. Ker morate biti, ne? Ker je tudi tako rekla, pa ne te... Zaščitniške do svojih otrok, tako, se borite do konca. Ja, in tudi to bom rekla, da ki je moja mami še vse mogla skrbeti in za mojega moža, in za svojega moža, in za moje hčerke, in za njene vnukine vzporedno, ne, je še vse je ona takrat tiste, še moje hčer vogale skrb držala, ne. Ker še vse tle, je bila mlajša hčerka, je bilo treba v vrtec pelati, pa z vrteca, pol starejša hčerka treninge, pa vse, ne. Pa v pubertetnih časih, ja, pa puberteta je bila, no to, pri ta večjih hčer mi rekla, da je pa k sreči bilo to, da
je glih takrat dobila novo funkcijo v rokometi, da je bila golmanka in jo je to malo zasvojilno, da je tlo malo bolj odpadla, no, da se je sam z enem ukvarjala. No. To je takrat zelo. Ti si takrat kje razmišljala, da boš vse te, ki jih imaš rada, zapustila? Ne, nisem. Ne, do transplantacije ne. Ne. Ne, pa te priprave so šle počasi. Meni se je stanje slabšo, noge nič več, če so me spravili samo na invalidskem vozičku, v planice so me dali, no, to je psihično bilo zelo hudo. Kome, ne. Ja. So pa delali raziskave tudi, ne? Ja, neki tako. geni, ne? Tako. Očeta in mame. Ja, to pa, Ti kakor si so mi delali. pojerbala Ja, po domače, ja. slabši del, ne? Ja, tako. Kako je to? No, to je pa moja bolezen. Wilsonova bolezen se reče. Tem, tako je moj po domač povedala, Wilsonova bolezen. No. Zato imam tudi gore nalo Wilsonovo žogico, da mu pa pokažem. To mi je mož kupil. To je, človek ima v telesu en kromosom razdeljen na 2 dela. In vsak ta stot ima ta gen okvarjen, en del tega, ne, in je s tem prenašalec. Moja 2 starša sta se pa oba najdla, ki sta imela oba en del okvarjen in na mene je šel ta okvarjen del. In to je Wilsonova bolezen. To ne izloča bakra. Ko si bila stara 36 let. In bakar se kopiči tako v jetrih, je lahko jeter oziroma možgane. Če povem tako, tle je bila pri meni sreča v nesreč, ker jetri so zamenjali, možgane ne morajo. Tam je tista posledica, če gre na možgane, je veliko huj bolezni. Tista je pol sla čist, mislim, to si pol čist. In tako mi rekla, bilka, no. In tako da mi rekla, da jaz sem imela srečo v nesreču v tem, no. In ta posledica, to je bil baker, kopičenje bakra in se tudi na urini videl. Potem je bilo pa pri okulističnem pregledu, ki sem imela isto na pripravi za transplantacijo, je pa v bistvu ta Kaiserjev obroč, ki se naredi okoli telih roženic, tak rjav. Čeprav to na prosti očes ni videti, ne. Mikroskop se pa vidi, ne? Ja, to pri tiste okulistične aparate, no, so videli, no, in lahko rečem, da sem bila na pregledi, da sem bila dobesedno zdravstven fenomen. Da še po transplantacije so me poklicali, če mi lahko pridem kja, da naredijo slike mojega očesa, pa v živo je okulistka, ki je bila tik pred penzijo videla, da je prvič v živo videla, to sam iz knjig videla. A res? Ja. Je pa zanimivo, ne, ti, ko si šla malce nazaj v mladostniška leta, ali pa ko si rojevala, si že začela tako v mislih malce povezovati, da je bilo že takrat lahko narobe. Vse človek razmišlja za nazaj, ne. Vidi, da je bilo vedno, so bili en znaki, ne. Pa je bilo to zatekanje, pa je bila utrujenost, pa vedno nekaj je bilo, ne. V nosečnosti sem se zredila, vam povem, 36 kil pri ta prvih čirk. No, to ni kar tako, ne? In to je bilo 20 kil vode. Ne, 16 kil nosečnost sama, ne. In to je verjetno nedelovanje jeter. Ja, nedelovanje, in to je bilo vse posledično že tega, ne. Pri tej drugi nosečnosti isto, ne, skozi so bili en signali, utrujenost noge, rečemo, zatekale, najbolj je bilo ta zatekanje nog, ne, ampak to je bilo skozi ščitnica, ne. In pa se nekako sprijazniš, tako bo življenje, ne. Romana, kako je potem, ko, dobro, zdaj si bila res že v zelo slabem stanju, pa vendarle, ne, če bi bila v boljšem stanju, bi doma čakala na tisti trenutek, ko bi rekli, imamo darovalca, ne, jaz sem bila v bolnici. Ti si bila v bolnici, ne? Jaz sem bila v bolnici, jaz sem mislila, da bom šla domov, pa mi sam smejali. Ne veš, kaj je bilo najbolj hudo je bilo pa to, ko si v bolnici, ne, in ko se zjutraj zbudiš, pa ko čutiš, da je še del tebe umrl, pa da je še del tebe bližje smrti. A to čutiš? Jaz sem čutila, kako sem slab, iz dneva v dan čutiš del tebe, da umira. Če sem lahko en dan takole roko vzdigla, drug dan sem jo sam takole. Tist, moči, jenjajo. Pa so takrat dajo kakšna zdravila, je sploh kaj možno dati? Ja, teoretike so me nič. Si sploh lahko kaj jedla? Pa antibiotike, jedla sem hrano, pač tisto dietično čist, ne. Minimalno, ne? Minimalno, potem so 25. novembra so me pa na intenzivno odpeljali, ker so pa ledvico odpovedali in to se je začela počasi multiorganska odpoved, ne. Tle pa že zelo hudo, ne. Sicer je bil pa že takrat, in tudi en dan prej so me odobrili Slovenija transplantna listo. No, 25. novembra je bil pa glih takrat tudi mož pri meni na intenzivni, prišla pa zdravnica povedala, da mi je pa tudi Eurotransplant potrdil. Aha, to pa pomeni večjo možnost dobiti... To greš pa ti v evropsko bazo, na vse države, ki so v sklopi teh Eurotransplant liste. In tle v bistvu, jaz sem šla na ta prvi mesec za svojo krvno skupino. Pa malo bo sreča tudi, da imam A+ krvno skupino, ker je zelo pogosta. Pa tudi, ko mi rekla, sem zelo malo smešno rekla, ampak malo je sreča tudi to, da me nekaj skrbi, ne, ker je večja verjetnost, da dobim jaz hitreje jetre, kot če bi bila jaz ena
40-kilska, rečemo, ne. Aha. Ker jetre, Če je prevelika jetra, Ja. če so prevelike, ne? ja, ali pa premehne, ne. Ali pa premehne, ne? In ti si dobila primerna. Ampak Ja. potem je pa to spet dirka, ne? Ja, no, to je 12 bilo- ur? Ja, to je bilo pa tako, bom rekla. Jaz sem lahko takrat na intenzivni negi dvojk, so ledvice odpovedali, meni so ledvice bili tako sposobili, da so mi jih pripravili s tem, da sem začela urin odvajati, vodo, ne. Ker če ledvice ne delajo, me ne bi dali na operacijsko mizo, ne. Aha. In zjutraj prišla mi sestra Nataša povedati, da so prišle jetra ob pol 6. Aha, to pridejo. Ja, mislim, celo noč so jetre pregledovali, ne, če so pravilne, ne. In so prišle jetre in da grem na operacijsko mizo, da naj moža obvestim pa doma, ne. In to je bil tisti, ne, skličem domov, ne, Sašo, jetre so, ne. Ja. Če pa kličem mami, kaj je, vsaka, jetre so prišle, vsaka, dej sem 5 do Sašota, pa mu 5 pojem burek, 5 mu nekaj za zajtrk kupiti, vsaka toliko, da bo prišel k meni, da no lačen, da gač bo reveš cel dan lačen, ne. Jaz sem takrat jokala, čakala sem tisto, ne, pa je prišel Sašo res pol hmjan prec, ne, in tudi so me posebej prištimali vse noter, ne, že počasi tam na intenzivni začnejo pripravljati. Pa so to spavali, ne? Ne, ti so operacijski. Operacijski? Ti so šli na intenzivni nek, ne, in pol do operacijske mize me je tudi Sašo pospremil, ne. Je šel pa medicinska pa sestra zraven, pa so te spremljevalke povsem, ne. Pa operacijske mize je bil pa kirurg, doktor Tomažič, pa asistent je bil doktor Miha Petrič, zelo super, oba, mislim, res, tako ekipa, lahko rečem, super. Pa sem se pa sam zbudila še na centru intenzivne terapije. Aha. Se je pa začel nov življenje. Operacija je pa kar trajala, Je trajala, ne? ja. Verjetno najprej odvzem. Ja, tako bom rekla, da operacija je trajala od 8:30 pa do 8:30 zvečer. 8:30 zvečer so moža klicali, da sem na citi, da sprehajam sebe, da zaenkrat sem stabilna. In tu človek tudi pomisli, ta kondicija pa zbranost tudi tistega osebja, ne? Ja, ne, to jim vam povem. To ni popravljanje avtomobila, Ne, ampak je ne, to to ni popravljanje življenja, ja. življenja, ne? Ne, tudi da ti povem, da res to, tudi vas osebje, vse. In kaj je bila prva misel, ne vem, si imela zbrano misel, ko si se Jaz prebudila? sem se zbudila, ko sem zadihala, je bil nov občutek. Res, ti čutiš, pa se lahko slišiš tako, za marsikatera tako za lase privlečem, ampak čutiš, da je nekaj novega. Verjetno, ko si ti še spala, Ja. so že jetre že delale, Ja, so že delale. opravljale svojo funkcijo tako. in si se verjetno tudi zaradi tega bolj počutila. Pa okrevanje na noge počasi. Zdaj pa to je tujek, ne? To je tujek, ja. Si ti želela izvedeti, kdo ti je Ja. jetra podaril? Seveda sem tudi šla na Slovenijo transplant, pač dala sem poizvedbo, pa zvedela tisto, kar pač povejo. Vem, da je moški, pa da je iz Nemčije. Enkrat sem delala eno raziskavo malo, ampak bolj za svojo tolažbo, no. Bom rekla, da vsak let 26. novembra prižgem svečko, temu človeku v spomin. Ki je svojo smrtjo tebi Ja. rešil življenje. Tako. In to lahko tudi mi vsi, posamezniki, ne, tako Zdaj storimo. imamo celo prek e-uprave v tale link, pa vse, da se lahko tudi, včasih so imeli ljudje zgovor, nimam cajta, pa to je res, ne. No, pa smo imeli neke kartončke, se spomnim, v denarnici, tako. da si darovalec, Tako. zdaj pa to drugače. Vse prek e-uprave se registriraš, dobiš digitalni potrdil, gor se registriraš, gesel dobiš po pošti in vse zrihtaš v 1, 2, 3 korake. In če se Tako. kaj z mano Tako. zgodi, Lahko. so moji organi na voljo, Tako, ja. tisti, ki so zdravi, Ja. za nekoga, Ja. ki jih potrebuje. Ja, tudi tako bom rekla, da če ne drugega, me ta bolezen, lahko rečem, pa nesla veliko dobrih stvari. Veliko dobrih, tudi zelo sem aktivna v tem Slovenija društvo Transplant. Zelo, tako smo zelo povezani ljudje, rečemo, ljudje s podobno zgodbo, se srečujemo, smo ta prav prijatelji postali. Tako mi smo, jaz sem pravim, da smo ena taka mala, velika družina. Pa vsi verjetno rečejo, Ja. sploh tisti, ki so dobili jetra, da so se ponovno rodili. Ja, tako. Ker predsednik našega društva Transplant je bil 3-krat transplantiran. 3-krat. Ja, pa je mlaj od mene 10 let. Jaz sem majčkeno gledal tudi statistiko, lahko da zelo dolgo dela, ne? Vse skozi pa Ja. moraš imeti ti močna različna zdravila, Ja. da ti nekako imunski sistem ohranja zelo nizko, da Ja, ne zavrne, tako. ker telo je
Tako, recimo, to je tujk, pa ta tujk ni virus, ne, ta tujk ima 1,5 kila mesa, moj, ne, jetre so velik organ v telesi, ne. Takoj ga napade notranje telo, da bi ga izločilo. Mislim, tako jaz sem imela do zdaj eno zavrnitev in to je tista prvi let pred, ko sem prišla domov, ker jaz sem bila od 24. oktobra do 12. decembra v bolnici. Tako. Ker tako dolgo obdobje. In se enkrat malo kazala za eno zavrnitev in so mi takrat samo malo tega imunosupresiva vzigli. In sem šla takrat na izvide, mislim, na kri dati, izvide pogledati, ampak se je že popravili. Tako da pri meni jaz trkam, da... Medrol je tisti, ki je... Medrol je bil pa, ja, to je začetnik, ja. Slišimo zelo veliko o njemu. Ja, čudežno zdravilo. Najbolj nevarnih zdravil, ampak tebe je rešil, ne? Mene je rešil, ja. Ampak ni pa dobro ga kar naprej jemati, ne? Ne, tako da meni so ga v ta prec, ker so mi ga dali, lahko ven, so mi ga dali ven. Jaz sem ga imela od novembra do maja, meseca maja nisem več imela. Tak napihnjen si po njemu, tudi velikostranski, polna lunca. Če sem polna lunca, sem zaradi hrane, takrat sem bila zaradi zdravil. So pa druga zdravila ravno tako dobra in zdaj... Ja. Jaz imam zdaj nadomest hidrokortizon, ker je še vse in je tako, v bistvu, te tableti so zelo tako, jaz sem pol tudi nihajno razpoloženje, ne. Mislim, jaz sem lahko en trenutek sem lahko smejem, drug trenutek lahko jokam, pol lahko se pa derem. To so ti stranski učinki. To so stranski učinki, ko mi povedala ti, da jih najbolj pozna moj mož pa domač ljudje, ne. Pa žalostno, ampak tle ni kontrole, tle se jaz ne morem pomagati, ne. Žal. A te je kaj pustilo kakšnih posledic? Ti si dejala, prej se nisi spomnila enega imena, mogoče malce na spominu, dobro, omenila si ledvice. Jedra se obnavljajo, ledvice, ampak v tebi so vse očitno, ne? Ja, meni so se čisto vse. Nadledvična žleza je to, nadledvična žleza. Jo medrol malo zaspi, ne, in zdaj v bistvu zato imam še ta hidrokortizon. Drugače pa ja, velikokrat se zgubim in to je tudi posledica v bistvu te dolge operacije in narkoze, ne. In to s katerim govorim, recimo, kaj bo transplantirane pa vseh, ne. Tako govoriš, poti pa kar preseka, pa sploh ne veš, ko si hotel povedati, ne, in imaš tak čudni občutek, ne, oh my god, ne, a se lahko spomniš hit, ne. Najmlajša hčerka, dobro starejša, bi že vedela, da lahko mamica umre. Kaj pa najmlajša, malce drugače jemljejo to. Bolj pristno je kako, bolj življenjsko. Tako mi rekam, ta mlajša je bilo, to je bilo glih včeraj, sva šla z možem dol na Miklavža z jo, ne, vsaka vidi, Saša, 2 let nazaj si šel pa santlale z jo, je rekel, pa veš, ko mi je rekla, sem rekla, ven. In sva prav ponovila, je rekla, takrat Ronja, stara je bila 3 let pa pol, mislim, skoraj 4 let. In je rekla, ati, prav, kaj je prav, tlele sem pa nazadnje šla z mamico, ki je bila zdrava. Zdaj pa mamica bolana. Ne, in tudi dolgo je bilo to, da je trajalo, ne, da sem jaz sploh dopovedala Roni, da je mami zdaj zdrava, samo mami okreva, ne moš ti po mami skakati pa te stvari, ker mamica mora okrevati, ampak mami zdaj zdrava, ne, z mami bo za vse v redu, ne. In to je zelo tako, ne, pa kar nekaj, a mami je zdaj zdrava? Ja, zdrava je mami, ne. Romana, se greš, kdaj zdaj, vem, da moraš redno hoditi na preiskave, tudi na vse druge preiskave. Je kaj tega, ne vem, straha, negotovosti, kako bo, ali že ti po občutku veš? Po občutki vem, da je. Da je okej. Ja, jaz mislim tako mi rekla, da do zdaj enkrat, takrat smo se tudi z možem malo strašila, ker sem pa tudi vročino dobila, ampak je bila bolj ena viroza pa to, ne. Takrat pa tudi takrat sem se zelo slabo počutila, me je bilo malo strah, drugače pa ne, mislim, se počutim fajn, tudi ko funkcioniram fajn, ne, mislim. Je pa tudi dobro, ne, da jaz nisem prehlajen, da nisem kaj bolan. No to se pa še vse in izogibam, rečemo. To pa ni dobro, ne. Tako. Zdaj, včasih tudi naletiš na kakšno, ti si 80% invalid. Tako, 80% invalid. In ti lahko tudi kakšen avtomobil parkiraš na mesta za invalide. Tako, okolikor sem 80%. Pa te takole pogledajo, pa verjetno kdo reče, pogledajo, ne, mislim, kam je parkiralo. Mentalni invalid, s tem se dva srečujem in to je moja šibka točka in tle tudi moš videti, da me vidi, kako me gleda, meni kar pritisk narašča, ne, in tako da ja, tudi bil je zelo tak neljub dogodek že v to smer, ampak ja. Kar poveš, ne? Ja, kar povem. Jaz kartico vse pokažem, enkrat sem naredil, ko sem šla v Koloseja po karte, ne,
In sem tam ta prvi parkir za invalide. Sicer tam ne parkiram načeloma, zato ker ljudje hodijo mimo, pa zaradi mi avtomobila ne ravsajo. Takrat sem šla pa res samo ene karte kupiti, ne. In sem parkirala in si prtljažnik odprem, ker je šipa, dež je padel, da sem dežnik imela, ne. In tam so bila tako zadnji, ker je premjera enega filma, mestno radarstvo, ne, pa je tako meni, gospa, lahko avto, pa pravim jaz tako, ne, pa pravim, za invalide, pa tako kartico zidnem, pravim, vse jo imam, ne, kartico, sem invalid, ne, in sem šla v prtljažnik po dežnik, da sem prišla, pa sta prišla prav po mene, prav, a lahko vidimo, če na vaše ime? Sem ka, seveda lahko, ne, se posta se opravičila pa vsem, ne, sem ka, lete, jaz vem, te mi ni videti. In to, sem ka, ljudje se premalokrat zavedajo, da ti simbol in vozičk, da to nismo vsi invalidi. Da jaz imam tudi gibalne sposobnosti, pa če grem jaz v trgovino, pa da jaz veliko nabavim, da jaz ne morem nositi do ne vem kjerga. Pa nekaj pa res tega ne izkoriščam. Ampak če pa že, ne? Ja. Pa to tako, jaz vem, da gremo v velik nakup, ne, da parkiram. Je pa, recimo, zboliš, ne, ali pa rabiš kakšen nasvet v ambulanti, je čisto normalno, da greš mimo vseh, potrkaš, pa tudi ne razumejo, kaj pa ta mimo vrste. Včasih še kakšna medicinska sestra, kaj pa trkaš. Tako da včasih bi bilo dobro, da bi imela na hrbtu napisano, imam zamenjena jetra. Nujno transplantiranec, kar imam rečemo, ko gremo v Ljubljano, najprej gremo svoje gastroenterologinj, opravim pregled, pa dobim pa za laboratorij, ko vse mi vzamejo. In tam gore je prav žig nujno transplantiranec. Prav žigosana sem, da sem nujno in da grem preko reda tam not. Jaz tam pridem, dobim tudi številke, jaz ne dobim, ki imajo drugi, ko grejo v laboratorij kridat oziroma vodo. Jaz grem nujno preko vrste, me pokličejo po imeni. Romane, so kakšni pogoji tam verjetno, preden so se odločili, da ti bodo zamenjali jetra, si verjetno tudi marsikaj podpisala. Je verjetno, so kakšni pogoji tudi potem, ko imaš nova jetra, da se boš držala, da ne boš se drogirala, da ne boš posegala po alkoholu, da ne boš kadila, ne vem. Da boš jemala tableta, ker ti ne smeš sama zdaj si dozo. Tako. Ne, to je strogo pod nadzorom zdravniškem. Rečemo tako meka, tle moraš sam biti tukaj, samodiscipliniran, da pač veš, ki je ura za tablet, da ga vzameš. Jaz sem tudi aplikacijo na telefoni, katera mene opomne, recimo zjutraj ob 8, pa ob 10, pa ob 8 zvečer. Mene naredi pip, jaz vem, da moram tablet vzeti. In tle se ni zahecati. Recimo alkohol je pa tako, no. Sem imela leta 2017, sem pa z možem v enem hoteli, se hodimo vsak let razvajati, in smo šla na večerjo, eno tako romantično, pa saka, Saša, bi pa en deci vina spila, ne. Pa je rekel, ja pa dega, ne. In sem rekla, no vsega bom, en deci sladkega muškata bom, ne. In sem imela res tako slabo vest in sem imela pregled pri svoji gastroenterologi in sem rekla, doktor Novakova, prav ko je, saka, jaz imam nekaj povedati, ne. Pa prav ko je, saka, jaz sem pa zadnjič en deci vina spila. Pa me pogleda, pa se mi nasmeji, pa prav Romana. Eka, zakaj pa ne? Eka, dokler se vi ne 30 zjutraj, da ga rabite, rekla je vse v meji normale. Eka, pa se vete, ko pa tako začek vina je fajn za telo. In jaz mislim, ne, da ga zdaj, ne, ampak ga tudi spijem, tako leva priložnost. Ampak zdaj nimaš slabe vesti, če... Ne. No, jaz vem, ko sem prišel sem v stanovanje, da imaš takšnega prav zanimivega mucka, brez dlakega. Potem tudi zelo zanimivega kužka. Nista tu, ker sta precej živa. To pa ni nič narobe, ne? Ne, ni. No, pa bi človek pomislil, da je. Si glih načel na temo tele moje žvalke lušne, ne, to so, jaz imam, da nimam 2 otroke, jaz imam 5 otrok, ne, ker so isto enakovredni družinski člani, kar vsak od nas, no. 5 otrok, moški tudi, ne? Ne, 2 hčerke pa 3 živali. Možni. No, včasih... Čeprav včasih je mu tudi rekla, da je en velik otrok, tudi to je res. Tako, velik otrok, 5 malih pa enega velikega. In bom rekla, da so mi pri mojem ukrevanju zelo pomagale. So? Zelo. Mislim, to je bil moj tist balzam, no. Tisto tudi, kako pridejo za hmjeno poslo, kako spijo pri meni. A čuti žival? Čuti bolezen. Tudi sama, dok sem dobila ta prvo, ona je meni vedno, ko je začela hoditi hmjeno poslo, je spala tlele pri jetrih, tlele, vedno. In tle še danes spita, oba dva takole, na desni strani ob jetrih. Si zelo spremenila način življenja? Ja.
tako bom rekla, sekiram se ne za banalne stvari. Ljudi imam tiste oseb, katere vem, da so vredne, da so v meni. Pa tako bom rekla, drug življenje, mislim, druge prioritete so v življenju. Ni več podjetje, mislim, vse je normalno, da podjetje mora biti, ker se moraš od nečesa preživljati, ne. Ampak še vse jim pravim, stranka pride, stranka gre. In mi ni tukaj, da bi živela pa se gnala. Zdaj, ko je cajt za družino, je cajt za družino. Ne. In tle pa brez odstopanja, je družina na ta prvem mestu. Kaj pa dopusti? Tu ni omejitev? Ne. Tako bom rekla, recimo tudi, ko hodimo takole po hotelih, pa so bazeni, ne, rečemo, no. In transplantiranci naj ne bi hodili v bazen, ne. Čeprav jaz tle tudi striktno zelo zbiram bazen, ne. Takrat, ko bo poln otrok, jaz sigurno šla v vodo, ne. Tudi, ko šla v en bazen, ko bo res, da vem, da je preverjam pa to, da so analize povsem, ne. Tudi pa, imam pa pravico tudi preverjati, tako, ne. Zaradi bacilov in tako naprej. Ja. Kaj pa more? More pa kamot. More pa zdravilen. Tudi more je bil že prej zdravilen, tako, ko sem bila bolana. Je bil fajn zaplavati, pa vse začiščenje, pa vse to so govorili zelo. In sem tudi plavala, sem tudi fajn počutila. Veliko se govori o našem zdravstvu, dobro, tudi ti si omenila, če bi čakala na čakalno vrsto, da bi verjetno te ne bi bilo. Po drugi strani pa tudi veliko svetlih stvari. Ja, jaz v času moje bolezni lahko rečem samo kapo dol. Tudi se spomnim, ko sem po transplantacijah sem bila že tam v svojem predsedniškem apartmaju, kar rečemo, sicer to ni predsedniško, kar se sliši, da je to Pahorjeva soba, ne, ni to tako, ne, ampak pač imaš svojo posteljo, ker si izoliran, pa televizijo not, pa svoje strnišče, ker je luksus, ne, v bolnici imeti, ne. In ko sem bila tam in ko je prišla doktor Novakova k meni, ampak sem tako pogledala, sem rekla, doktor Novakova, dajte mi nekaj povedati, ne, pa prav, kaj pa jaz, kako sem imela pa jaz sploh še življenja, ne, pred sabo. Pa tako 2-3, ne, sem tako mislila mesecev, rekla, dni. Ko? Dni? Ne, takrat sem padla, takrat je pa mene sesul. Takrat, ko sem me prej vprašal, če sem kdaj razmišljala, da sem ne bi dobro išlo tako prej ne, potem. Potem sem začela, kaj bi bilo. Takrat sem začela pa joka, depresijo, mislim, ti res. Pa verjetno bi bila iz ure slabše, ne? Ja, tako. Takrat sem pa začela, kaj bi bilo, če se res ne bi šlo, kaj bi bilo, če ne bi bilo teh jeter, kaj bi bilo z Ronjo, ko bi bilo z Danajo, ko bi bilo z možem, mami, starša, mislim, se starša je po mojem nekaj najbolj ogroznega do otroka pokople. Mislim, ne vem. A veš? Zagotovo. Ne? In takrat sem pa tudi psihološko pomoč rabila, sem jo tudi prosila, če jo lahko dobim, no, in potem sem imela tako lušno to psihologinjo Nika, vem, da je bila ime. Je čisto je kar Romana, to so nepomembne misli, ne. In sem potem res to tudi vzela, ne. To je bila moja trenutna nepomembna misel, katera ni bila takrat odvisna od vsega tega in to je to, za mano je, jaz se moram boriti, ne. In ko je meni mož pripeljal hčerko v bolnico, ne, takrat sem začela pa trgati, če lahko temu tako rečem. Takrat je pa prišla imela sem tam eno medicinska sestra, ena Mirjana, ko ima sam transplantirance čez, ki je ta glavna, tudi zdravniki se jo tako malo šanirajo, taka šr ženska, ampak meni druga mama, res. Mislim, jaz grem še danes v en oddelek, pa se objavimo. Kaj si začela trgati? Trgati tako, z okrevanjem, ne. Jaz sem rekla, Mirjana, zakaj sem pa nekaj povej. Kaj je moja pot domov, zakaj sem pa iz bolnice, kaj moram jaz doseči. Je rekla, samostojno na WC, hoja, tuširanje, pa hoja po stopnicah. In to je bilo to. Sem imela eno prijateljico, ki je bila fizioterapeutka Damjana in smo se na noge postavljali, vem, da v ponedeljek smo začeli hoditi, v torek prije pomena, gremo hoditi, sem rekla, gremo, saka, sam na štenge, pa me gleda prav, ne greš na štenge, sem rekla, grem Damjana. Rekla, se nam s tabo kregala, ko vem, da strmasta. Zakaj le, jaz hočem je domov. Zakaj štenge so moja pot domov. In sem prv na stopnici srečala tega asistenta, kirurga, dr. Petriča, pa tako prav, Skrinjarjeva, pohvalno, ne. Pa pravim jaz, zakaj je dr. Petrič, tole je pa moja pot doma. In rekel, no, pohvalno. Tako, mislim, tudi tam, ko vidijo, ne, zdravniki, da se ti trudiš, ne, te čisto drugače imajo, ne. Romana, zdaj bova midva počasi zaključila, potem bo Tjale se usedel še tvoj mož, da bo nekaj besed povedal, kako pa je on to doživljal. Čisto za konec, s čim si polniš energijo, poleg tega, da uživaš v krogu svojih, tistih, ki jih imaš rada. Imaš kak hobi? Verjetno, kot te živalke, ne? Tako rekla, pa rokomet je hobi. Sicer ga ne treniram sama, ampak spremljam pa hodim pa res redno na tekme. No, in to mi je tudi tako. Tudi po televiziji spremljaš šport? Tudi. In moško in žensko levo. Zdaj, ki je Evropsko prvenstvo danes. In jaz sem slišal, da si ti
dobra računovodkinja in Ja. Če bi kdo želel, da mu ti vodiš račune, Z veseljem. kje najde? Kje te najde? Na Facebooku. Na Facebooku. Ja, računovodski servis RSA. Evo. In to je to. Tako, to je to. In odgovoriš, ne? Odgovorim tako, zrihtamo se. Ja, hvala ti. Ni za kaj. Hvala tebi, Igor, za povabilo, res. Evo, medtem se nam je pridružil tudi mož Romane, Sašo. Sašo, živjo. Živjo. Verjetno si šel tudi ti sam čez kar pred 2 letoma, pa 3 leta nazaj, kar čez hudo preizkušnjo. Kako si se ti soočil z ženino boleznijo? Ja, po pravici povedan težko, ne. Še zdaj včasih kdo reče, Romana je to mogla skozi dati, ne. Ti si bil pa tam ob njej, marsikjer bi to mogoče drugače odreagiral, ampak jaz sem si to vzel, ne vem, midva sva se poročila in tisto, kar sem jaz takrat rekel, sem resno mislil, ne. Tako da V dobrem in slabem. Tako, to so te besede, ne. In ne vem, včasih ki reče svaka ti čas, po domač povedan, ne. Ja, ni čist tako, ne, pač to moraš narediti, tega, ne vem, jaz ne vidim drugega, kakor je čez to, ne. Si se težko soočil s tem, da Ja. lahko celo Romano izgubiš? Da ostaneš z otrokama sam? Ja, sej ta misel se ti prikrade recimo tako od ozadaj nekje, pa jo kar hitro nazaj pošlješ, ne. Aha. Ampak jaz vem, recimo, mene je najbolj prizadel, od začetka si misliš, saj ni nič, ne. Pol nekje si soočen z določenimi dejstvi, pa se težko sprijazniš, ne. Ker ko začnejo metati besede transplantacija, pa tu so take težke besede. Mi smo glih tukajle sedeli z družinskimi prijatelji in ko je Romana rekla, meni transplantacija ne uide, mi smo jo napadli. Ko pa ti zdaj govoriš? Zakaj pa ti tako razmišljaš? Ona se je že takrat nekako soočila s tem, je bila pripravljena, okolica pa ne. In jaz tudi nisem bil pripravljen na to, ne. Seveda se zavedaš komplet vsega in družine, otrok, ne vem, življenja nasploh, ne. In ko tu začneš nekje premlevati, kaj bo, ne. Ne vem, no. Ogromno energije ti vzame, pri nas se je sreč končalo tako, kakor se je. In tu potem tukaj za tabo pride, da to je pa še nekaj, mislim, to je najhuj, no. Kaj bi lahko bilo? Ja, kaj bi lahko bilo, oziroma ko se stvari odvijajo sreč tako, kakor so se, energije potrošiš ogromno, ne, ne vem, ljudje pravijo, si na adrenalinu, to se soočaš s tem, ne vem, čisto avtomatsko, ja, mogoče res. Ampak potem, ko je pa Romana enkrat domov prišla po tej operaciji, po vsem, ko tu za tabo pride, jaz sem bil, ne vem, 1 mesec ali 2, ko cota po domač povedan, čist, izžet. Ker verjetno v tistem času, ko je bila Romana, ko je čakala na jetra v Ljubljani, si bil ti z otrokoma doma in si moral biti saj proti njima močen. Ja, tako je, jaz bom tako rekel, ogromna opora so bili stari starši, Romanini, moja mami. Do otrok se sicer obnašaš kakor tako normalno, pač to kažeš navzven, se pa ni nič, ne, pač je mamica je pa v bolnici, se pa tole bo pač dala skozi, pa pride domov, ne. Ampak seveda, kot odrasla oseba se zavedaš, da čez dalje bolj iz dneva v dan se zavedaš, da je situacija resna. Jaz sem bil pri Romani čisto vsak dan te njene skoraj 2 meseca trajajoče poti v tisti bolnici od začetka do konca, ne, in ne vem, jaz sem bil od začetka tak, ne vem, čisto obupan, tako da je dejansko prišlo do tega, da je ona meni rekla, zdaj pa, če se ne misliš ti v red spraviti, ni treba več k meni hoditi, ne. In si se? Ja, potem tudi sam ne vem, kaj je bilo, enostavno naredi nek klik v glavi, pozabil sem še omeniti, ogromno podporo sem imel jaz od prijatelja, sodelavca, v bistvu imajo kmetijo doma, to ni šolan človek, psiholog, karkoli, ampak jaz še zdaj pravim, ni ga večjega psihologa kot je on, ne. Zdrava kmečka pamet? Dobesedno. Pomagal on, če ne drugače, vsak dan sva se slišala po telefonu. Tako da jaz bom večno hvaležen ljudem okrog mene, ki so mi res stali ob strani.
Seveda se določeni bolj eni iz firca, eni iz mogoče resnične želje, da bi kaj pomagali, ne, ampak dejansko grdo so slišali, ne, moteče faktorje moraš odstraniti. Se pravi, se izolirati, pa vso energijo usmeriti v to, da narediš, kar je v tvoji moči, da pomagaš, ne. Tudi sam zdaj kaj bolj na zdravje paziš, da ne prihajaš močno prehlajen domov? Ja, zdaj bom tako rekel, glede na to, da je ta Romanina situacija se odvila tako, kakor se je, včasih kar malo pozabljamo na določene stvari. Od začetka je bilo tega veliko več. Smo dobili obisk, smo imeli večkrat pripravljen tisti za razkuževanje rok, če je bil kjer kaj bolan ali pa da si ga že na delič videl, kar odmaknem se, ne. Potem pa te stvari počasi bledijo, ne, seveda, tu je v korak s tem, ker Romana nima zdaj trenutno, upam, da tudi naprej seveda, ne, nima nekih takšnih posledic oziroma se to ne kaže, da bi imela težave, ne. Se pa včasih tudi spomnim, ne, seveda, jaz, ne vem, pridem v službo, sodelavka bolana, pa študiram, saj lahko tudi jaz bolim, pa spet domov prinesel, ali pa otroci v vrtcu, v šoli, ne. Tako da, ne vem. S tem se človek mora nekako sprijazniti in živeti. Ja, seveda, sigurno. Ti si zdrav? Ja, sem, no. Kakor toliko. Malo imam povišan pritisk. Sem imel glih zdravniške preglede in ne vem, jaz sicer, da se ne bo narobe zdaj slišal, ampak to pusti določene posledice, ne zdaj direktno na zdravje, ampak na vsem skupaj, ne. Psiha trpi in pusti določene posledice, ne, seveda pusti. No, ti si tudi športne družine. Tvoja sestra je zelo znana, Darja Lauf. Tako, ja, sestra je bolj športna, kakor sem jaz, ne, ampak... Pa si tudi ti plaval? Sem plaval, mislim, da je na 2 let sem bil pa Rudarju, tudi v Trbovljah, ja. Ampak to je še bolj v otroških letih, no, drugače pa tako. Zdaj greš pa glih toliko v vodo, da Romano potunkaš, kdaj pa kdaj, ne? Ja, no, vse to mi je ostalo, mislim, plavat znam, no, kakor tako dober, tako da, ja. Ja, hvala Bogu, da je lahko še tunkam, ja. No. Da bi čim dlje še to trajalo, ne? Ja, hvala lepa, ja. Hvala tudi tebi. Ja, malenkost. Hvala pa tudi vam za pozornost, pa hvala vsem tistim, ki nam pomagate, da lahko oddaje sploh snemamo. Pa srečno.